poročena si, s kom si pa poročena, ne? Zakaj pa imaš kratke lase, vedno je v bistvu pripelje do tega, ja, lezbika sem. Ne rabaš se takoj postaviti v en kvadratek. In se borimo sam za to, da bi izenačili pravice na področju zakona. Mi, da sva veliko prepotovali Ameriko, je k dan pa noč. Včasih te zmede nekdo, ki najmanj pričakuješ, da te bo zmedel. Tlen, spoln ali pa starost ali pa, ne vem, zunanjost ne igra vlogo. Danes je z mano Katka Bogataj, pa bi jaz kar tebe prosila, da se predstaviš tistim, ki te mogoče še ne poznajo, kdo si, kaj delaš, kje te lahko najdejo. Najdete me lahko povsod. Kot si rekla, sem Katka Bogataj, stara sem v bistvu... Čakaj, koliko sem stara? 25 let, 26 bom letos, ful dobro mi gre. Sem v bistvu sploh ne vem, kako naj se predstavim, ker sem na tolikih enih področjih aktivna. Veliko vlagam v Instagram z ženo. Imava Instagram profil, ki jih furava, predvsem začetek tega je bil, da bi nekako ozaveščali o LGBTQ tematiki. Zraven me zanima vino, bom zdajle končala za sommelier 2. stopnje. Delam v trgovini čas za kavo. Tako da to, ne vem, ful enih stvari me zanima, tako sploh ne vem, kako se predstavljam. Sem pa ja, ponosna žena moje Kati, tako da sva Katka in Katja, ker je zelo konfuzno. In sva poročeni že 2 leti, zdajle je bilo 2 leti. Tako da ja, to je to, na kratko. Ne vem, aj še kaj takega, kar te zanima. Mislim, bom ti zdaj povedala, kaj vse me zanima. Odlično. S pomočjo Instagrama s svojo ženo skušata prikazati, da to, da si drugače spolno usmerjen, ni noben bav, ni noben tabu, da živiš čisto normalno življenje. In pač me zanima, zelo lepo pač delita vse, zelo lepo odgovarjata tudi na vsa vprašanja in me zanima, če ti je mogoče kdaj pa žal, da se tako izpostavljaš javno, da lahko vsak, ki ima 5 minut časa, komentira tvoje življenje in... Bom rekla, da ne, pa ja. Ni mi žal, res mi ni žal, da sem se izpostavila zaradi tega, ker sem del LGBTQ community oziroma ker sem lezbika. Ker se mi zdi, da zaradi tega naredim v svetu, pač v nekem krogu polnih dobrih stvari. Imava veliko mladih, ki se na naju obračajo z marsikaterim vprašanju o avtiranju, o tem, kako se sploh sprejeti, kako iti naprej, kje najti partnerja. Dosti staršev, ki je recimo bil meni največji tako en korak naprej, da dejansko starš kontaktira, kako se prav, ne vem, kako naj bo prava reakcija ob razkritju otroka in tako naprej. In pa predvsem, da predstavljava nek lifestyle, da lahko osebe, ki so geji, lezbike, biseksualci, kakorkoli, vidijo, da tudi znotraj pač tega je čisto normalen lifestyle, da ni težko, da je težko, ampak da si lahko srečen, da pač lahko najdeš ljubezen svojega življenja, normalno funkcioniraš, imaš službo, pač da si normalen. In strani tega mi definitivno ni žal. Tudi jaz v svojem Instagramu ful uživam, probam biti smešna, ker mislim, da sem smešna, čeprav ugotavljam, da marsikdaj res nisem. Tako da meni je pač Instagram v bistvu res ga jemljem kot neko zabavo. Neko možnost, da sem kreativna, da sem to, kar sem in da v bistvu s tem nekako prikažem ljudem, kako živim. Sigurno pridejo zraven komentarji, ampak te komentarji niso razlog, zakaj jaz mogoče Instagrama včasih ne želim imeti. Bolj je to poraba časa, odvisnost od Instagrama. Ne vem, zdi se mi včasih, da mogoče odnosi na Instagramu niso taki, ki so prikazani in podvomam tudi v sebe in v vse skupaj. Ne vem, ljudje nama rečejo, koliko sta vidve popolne in jaz vedno znova poudarjam, da res nisva popolni, da noben par ni popoln in da se midve kregava, da si greva, kako zelo na živce. Ampak ja, komentarji pa ne vem, tako resno jo naganejo, se mi zdi. Tudi na njih vedno znova odgovarjava, tako smo se že prej pogovarjali. Ni vsako vprašanje napačno vprašanje, tudi če je zastavljeno mogoče majčkeno napadalno oziroma smešno. Ne vem, jaz ful pogosto dobim, jaz ti res lezba ali pa zakaj ti izgledaš kot fant. Pa je zelo tako postavljeno vprašanje, ampak velikokrat, ne vem, mi piše to nekdo, ki je star 12 let. To je otrok, to nima orodja, da bi tako vprašanje zastavil
korektno, spoštljivo. Ne vem, in tle imam zdaj opcijo, da grem one way ali pa the other. Lahko rečem, da pejš stran, ne vem, kakorkoli, kva mi govoriš, na živce mi greš. Lahko pa grem v smer, da pač to vzamem kot, vprašanje ni zastavljeno, ker ga ne zna zastaviti tako. In pač odgovorim iskreno, sem lezbika, te pač kaj zanima, ali pač te zanima še karkoli o meni, ne vem, karkoli, kaj je smisel tega, da mi pišeš. In velikokrat prideš pol v to, da ugotoviš, da te ljudje res nimajo znanja in da jih zanima ta tematika. In da ni to bilo zdaj nespoštljivo, ampak enostavno pač prideš nekako drugače do njih. In pol med unimi 10, ki nekaj komentirajo, 2 spremeniš mnenje in si misliš, wow, dosegel sem nekaj. Tako da v bistvu ni mi žal, ker se mi zdi, da te majhne spremembe en dan se bojo kazale. Jaz velikokrat rečem, Kati, saj delava to zaradi najinih otrok, da ko bova enkrat imela otroke, če jih bova imeli, da bo pač živel v lepšem svetu, v bolj sprejemajočem svetu. No, da pokažeš, da to, da si lezbika, da je samo en majhen del tvoje osebnosti, da to ni vse, pač da si še veliko drugih stvari, da te še mnogo drugih stvari zanima. Ker se mi zdi, da včasih nekdo, ki se izpostavi kot jaz sem pa lezbika ali pa jaz sem pa gej, je potem tako, to je vse, kar je on. Samo tako ga gledajo, to je samo en del tvoje osebnosti. Ne? Pa tudi veš, tako je vizualno, ne? Razen če si slep ali pa se res trudiš, ne kao biti, ne bom judgeal človeka, se mi vidi, da sem lezbika. Pač težko rečem, da ne, čeprav zdaj grem to proti temu, da kao niso stereotipi, ampak vseeno zelo če me pač pogledaš, če vidiš, kako hodim, če vidiš, kakšen parfum uporabljam, kakšen imam, zelo hitro ti je jasno, kam spadam. In je že to, ko si v nekem prvem stiku s človekom, zelo hitro pride takoj na to. Ni pa daj povej mi, kaj v svojem življenju na način, kaj te zanima, ne vem, v katerih tematikah veliko veš, ampak je tako, kdo je pa ta punca zraven tebe, kaj pa imaš, poročena si, s kom si pa poročena, ne? Zakaj pa imaš kratke lase, vedno je v bistvu pripelje do tega, lezbika sem. Ko zelo hitro pa to povem, da s tem zaključimo in gremo lahko naprej na druge stvari. Tako da Drugače pa, rekla si, da ti veliko staršev pa mladih piše in ti pač tudi povedo, da si s tem, ko deliš svoje življenje, jim zelo veliko pomagala. Pa veliko tudi dobivata vprašanj obe s Katjo, raznih, ki iščejo kakšno pomoč na svet. Kaj največ sprašujejo, pa kaj rečeš? Zdaj veliko več dobivam mladih kot staršev, to je razumljivo. In predvsem mislim, da najpogostejše vprašanje, ki ga dobiva, je, kako se utirati staršem. Se pravi, kako se razkriti svojo spolno usmerjenost svojim staršem. Zelo veliko podvprašanj strani tega je, kako se razkriti staršem, ki so zelo homofobni. Tega je res ogromno. Ker se mi zdi, da vseeno mladostniki, ki imajo starše, ki sprejemajo, je pač lažje in iščejo toliko nekih odgovorov na to vprašanje. Je pa še vedno ogromno mladostnikov, ki so stari, 13-14 let in so starši, ki gledajo televizijo in reče starš, ki vidi na televiziji 2 geja, če bi bil pa to moj otrok, jaz bi ga vrgel iz bajte. Zdaj, kaj naredi otrok pri 14 letih, ki se ne more osamosvojiti, pa tudi recimo pri 18, težko je že danes pri temu lifestylu, ki je pri 18 iti na svoje, pa živeti na svoje, pa pozna marsikjerga, ki je bil primoran zaradi svoje spolne usmerjenosti, pri 18 spokati in iti. In je vprašanje tega, kako se utirati, a se sploh utirati. In tukaj je vedno dilema, kakor je grozen, jaz vedno mladim priporočam, da dokler nimajo, če je res doma tako grozno vzdušje, da dokler nimajo neke mreže, prvo mreže prijateljev in pa neke finančne stabilnosti, da je možnost, da popokajo, pa grejo, mogoče tega ne deliti. Del s frendi, seveda zavedi se tega, ampak včasih ni najboljš, da proti vsemu se avtiraš, ker res to lahko privede do toliko enih situacij, ki so grozne za mladostnika in tudi na koncu odraslega, da včasih pač je boljš, da to zadržiš, ker je res grozen za sebe, saj v domačem okolju. In se mogoče jaz po zmeri rečem, dajte najdete kakšno družbo, ne vem, tudi na internetu je zdaj toliko enih skupin, teh mavričnih, ki podpirajo, ki so not LGBT osebe, ki se razumejo, ki se podpirajo. Ful je pomembno to, da imaš nekoga, s katerim se lahko poistovetiš, pa kjer najdeš neko oporo. In tako da je vsak primer zelo drugačen, ko odgovarjamo na ta vprašanja. Pa so recimo tudi vprašanje o tem, kako sploh vem, da sem lezbika ali pa gej, ker je tudi tako zelo zanimiv, ker je pač isto veš, kot
kako veš, da si heteroseksualno usmerjen? Ja, privlač me fon, evo, privlačite punce, ne. Sam je res, da je ta pot do tega zavedanja, v bistvu ne zavedanja, ampak sprejemanja tega, težka, zato ker mi zdaj odraščamo v svetu, kjer moraš spadati v en boks. Se pravi, vsi nas že od osnovne šole učijo, da je del naše osebnosti to, da se prepoznamo in vemo, kdo smo. In meni je to zdaj grozen, da nekdo, ki pa mogoče ve, da ga privlačijo punce, zdaj pa jaz moram reči, da sem lezbijka. Ja ne, lahko si biseksualec, lahko si panseksualec, lahko si ne vem, karkoli zaradi mene, kjerkoli se ti najdeš, v kjerikoli obliki, pa tudi kseni delajo norca, danes je toliko in toliko oblik ljudi, jak je vsak lažji, kjerkoli spol, pa si lahko identificiraš kot stol. Super, če se ti ful dobro počutiš v svoji koži, ko se identificiraš kot stol, to ni moj problem. Če ti zaradi tega boljši človek, si bolj srečen, hvala Bogu, da si pač najdu neki, ampak jaz zmeri pravim, ne rabaš se takoj postaviti v en kvadratek, ne rabaš takoj, ok, všeč ti je ženska, ful dobro, raziskuj to, mogoče boš pristala na konc žensko, mogoče ne boš pristala na konc žensko, ampak se to ni toliko važen. Važen je, da najdeš, kaj ti v life usede in da to poslušaš in temu slediš. Tako da to nekako pol probava ven dajati ta message. Ja, no, starši pa predvsem, kako pač delati z otrokom, ki se razkrije, da je gej. Seveda to niso homofobni starši, vedno reach outajo pač starši, ki so zelo sprejemajoči, in bi radi še dodatno opolnomočili otroka. Tako da ponavadi pri njih pol nekako velikokrat dan svojo številko rečem, da je vas slišati in gremo čez nekako to. Je pa tako, vsak otrok je drugačen, vsako razkritje je drugačno, tako da tudi moja osebna izkušnja in recimo moje znanje na tem področju in ne vem, jaz sem doštudirana socialna delavka, sicer to ne bom delala, ampak imam nekaj znanja o pogovoru z ljudmi, o vodenju pogovorov z ljudmi, o naslavljanju marsikere tematike. Pa je vsak je toliko edinstven, da je težko posplošiti pa dati neko formulo ven, ki bo za vsega uspešna. Zdaj, ko si rekla, da te veliko sprašuje, kako veš, da sem lezbijka. Kako si pa ti vedela, kdaj si pa ti to začutila, pa kako si se počutila, ko si to začela raziskovati pa se zavedati? V bistvu je ful zanimiv, ker jaz se spomnim, ko sem bila 12-13 let stara, sem govorila, jaz pa res ne bi mogla biti lezbijka. Ampak če bi bila, jaz bi vsem povedala, sam ker res ne bi mogla biti. Prav spomnim se in še zdaj mi najboljša baratica govori, ker sva že več 10 let, najboljša baratica mi reče, prav spomnim se, ko si mi rekla, jaz pa res ne moram biti lezbijka. In se mi zdi, da je to v bistvu, ti že toliko dolgo veš in je pol prvo vedno v nek denial. Pa se je pa v bistvu pri meni zgodilo tako, da sem spoznala eno bejbo, ki je bila lezbijka in je bila frendica moja, ampak je bilo samo to, prvič sem bila dejansko seznanjena z nekim konceptom lezbištva v fizični obliki. In mi je bilo tako, pač to je čisto cool, ona je full cool, pač ja, jaz imam pa frendico, ki je lezbijka, nič tako se mi je zdelo, cool en trend. No in pol me je ona predstavila eni drugi punci, ki je bila biseksualka in se mi je prvič zgodilo, da sem jaz to punco videla in je bila full lepa. Ampak ni bila tako lepa, kot ne vem, zdaj rečeš, koliko ima ta beba hudorit, kaj v bistvu ti na nekoga gledaš bolj kot to bi jaz imel na sebi, ampak je bila pač lepa. Ne znam opisati, koliko je verjetno nekomu drugemu všeč moški in drugi ženski, je bila pač meni ona lepa in prvič mi je bilo pa se dogaja, kaj je to, ful je čuden in ona je bila že zelo samozavestna o tem, kar je in nekako sem jaz rekla, ne bom tlačila tega, dajmo to raziskovati in sem si pustila, da sem se zaljubila, pustila sem si, da mi je ratala všeč in je bilo zelo tako v bistvu, kad sem rekla, če bi bila lezbijka, bi jaz vsem povedala, se je to tudi zgodilo. Sicer ni bilo kar tako avtomatsko, jaz sem tudi recimo šla prvo, da želim povedati staršem, zaradi tega, ker sem vedela, da če ne bi slejka prej prišlo do njih in je bilo to v bistvu meni najtežji del. Tako da pri meni je bilo, jaz sem rekla, pač moja prvi punci je bila ime Tamara in sem rekla, lej Tamara, jaz prvo hočem videti, ali je sploh to. Se pravi, hočem s tabo vse probati, hočem se zaljubiti, hočem, da si moja punca, hočem videti, da sem 100% investirana v ta odnos, da res se čutim, da pač jaz uživam v tem, da sem zaljubljena v žensko, zato da ne bo zdaj tako, pač to je bilo nekaj, pa mi v resnici pa sploh ni bilo, pa nikoli več ne bom žensko in pa mi je staršem povedala in bo šok doma, pa bom pa cel life stipija. In pa sem ugotovila, da valjda to je to in sem doma povedala in je bil šok, ker je vedno šok.
ker tudi moji starši, ki so to relativno dobro sprejeli, so rabili nekaj časa. Jaz to vedno znova poudarjam, ker se mi zdi toliko pomemben, zdaj seveda to vidim. Takrat sem skozi govorila, kako ne vidiš moje bolečine, kako ne razumeš, jaz sem tukaj taka, trpim. Zdaj pa razumem, da ni to čistko. S tem, ko sem se jaz utirala, od tistega trenutka naprej se bo z mano mogla vedno utirati celotna družina. Vsakič, ko bo stara mama v cerkvi moja mami vprašala, ja, kaj pa Katka, ima kakšnega deca, bo mami mogla reči, ne, punca ima. Ona bo na odločitvi, ko bo mogla razmisliti, rekla, ima punca, rekla, ne, nima fanta, ali bo rekla, ja, fanta imam. Vsakič znova se bo tudi ona zaradi mene mogla utirati. In moja sestra, in moj ati. In to je en tak koncept, ki v bistvu krivico delaš staršu, ker si valjda v tistem trenutku egoističen, ker je tvoj problem, ti trpiš, ampak nisi sam v tem utrpljenju. Ne? In zdaj to je ena stvar, ki jaz tudi vedno znova hočem poudarjati, ko govorim in starši in z otroci, da je pač ok, da ima tudi starš svoj proces sprejemanja tega. Smo si različni, eni starši so tako, naredimo zabavo, eni starši pač so zelo nesprejemajoči, ampak gre čez pač življenjski slog celotne družine se s tem spremeni. Zakaj? Ker je to še vedno v svetu tabu. Tako da zdaj nimam več pojma, kaj si me na začetku vprašala. Ne, to, kako si ti v bistvu to spoznala, da so ti punce všeč in ja, tudi to je bilo eno izmed mojih vprašanj, kako so doma sprejeli. Ja, no, tako da ja, evo, sem ti že odgovorila, ampak jaz recimo po prvi punci še vedno, tudi ko sem sprejela to, nisem bila čist 100% na tem. Jaz se spomnim, sem rekla, ja, ne, Tamara je bila edina punca, zdaj jo pač še zmer fantje. Pa še celo pol sem imela enega fanta, ne, fanta sem prej imela, čist vidiš, mešam. Ampak pol pa enkrat, ko sem pa imela drugo punco, pa sem začela tako res 100% se posvečati sebi, sem pa ugotovila, da pač je to. Jaz nikoli nisem rekla, čeprav se res imam za lezbijko, nikoli nisem rekla, da pa potencialno nikoli ne bi mogla biti s fantom, ker nikoli ne veš, pač res nikoli ne veš. Jaz ful verjamem v to, da je privlačnost v energiji in da lahko pride nekdo tudi pa mogoče nasprotnega spola ali pa, ne vem, v tvojem primeru istega spola, ki te pa zmede, kakorkoli. Ampak ja, od takrat naprej, here we go in zdaj vejo vsi, valjda ve cela familija, če sem poročena. Tudi babice, recimo, zanimivo mi je bilo to, da ta babica, ki je bolj verna, je ful dobro sprejela. Ona je rekla, jaz sem itak že skozi vedela. Medtem, ko druga je pač malo starejša, je sprejela, ampak mislim, da nikoli ne bo v celoti sprejela. Je pa še tako fun fact, oprosti, ker to govorim, ampak jaz zdaj, ko gledam nazaj, zdaj, ko razumem, jaz vem, da sem bila že cel življenje lezbijka. Jaz se spomnim, meni je recimo prišel en spomin, ko smo bili mi starši v, ne vem, jaz mislim, da sem bila en 3. razred osnovne šole, prišel je ven prvi Scooby-Doo film. In prav spomnim se, ko je bila ona zadnja scena v Scooby-Doo filmu, ko Daphne pretepe nekoga in stoji in ona pol se s tem Fredom tam zažvalita. In jaz se spomnim, da sem gledala Daphne in sem si mislila, koliko je ona lepa. In zdaj štekam, da to ni bilo, zdaj prav razumem, spomnim se tega fizičnega občutka, ko sem njo gledala in se zavedam, da pač sem že takrat vedela. Sam ti odraščaš, tebi se telo spreminja, hormoni se spreminjajo, itak naučen si je v eno smer razmišljati, sploh ne razmišljaš v drugo smer, da bi ti bile lahko punce všeč, če je pač normalno, da so ti fantje, ker je tudi cool, sej pač raziskuješ in se spoznavaš in učiš. Jaz tudi nikoli ne bi želela, da bi bila pa zdaj kar tako iz prve lezbijka, super, pač ne vem, sem šla čez obdobje, ko so mi bili všeč fantje, tudi to spoznavaš, ampak zanimivo je, da v bistvu to res že od otroštva nekako se mi je kazalo. Tako da ja. Ne upravičuj se, da preveč govoriš, ker mi je ful dobro, povej vse, kar imaš za povedati, zato smo tukaj. Veš, kaj me pa drugače zanima, kako je pa v Sloveniji, kako se počutiš, da je s sprejemanjem drugačnosti na splošno? Zelo je odvisno, kje v Sloveniji, to je prva stvar. Še vedno nismo krasni, bodimo realni, so sigurno države, ki je veliko hujš, so države, ki je veliko boljš. Zanimivo mi je to, kako Slovenci še zmeraj mislijo, da smo ful napredni. Jaz vedno znova ne vem, ko spregovorim o tem, da recimo ne moramo imeti otrok še v Sloveniji legalno, ko so ljudje čakali kako, ali pa da ne vem, sva dobila sovražne komentarje, ja pa kaj, ali ljudje še kar to delajo. Tako se mi zdi, da je nekako
ljudje ne vejo, koliko je v bistvu še zmer homofobije, koliko je še zmer te sovražnosti do LGBT skupnosti, pa mi je tako 21. stoletje, da je pač sam pust človeku, da je to, kar je res ne razumem. Sej ne rabaš se v njegovem življenju kakorkoli udejstvovati, sam pust ga. In to je to. Ampak nažalost, čez mer vsak let moramo poročati o enem, recimo, hudmu fizičnem napadu na lezbiko ali geja v Sloveniji, ki pretepejo ali pa napadajo in rasturajo na polno tiflo. Vedno znova, ne vem, jaz pridem do tega, kako mladi še zmer dobijo sovražne sporočila, od tega, da ubi se, od tega, da pa zakaj tak človek sploh živi. Tako da tega je še zmer ful. Jaz se mi zdi drugače, spet iz kje prihajaš, bom rekla, da se mi zdi, da v Ljubljani vsem bolj sprejemajo, tudi mogoče na ta način, da jaz lahko s Katjo z roko v roko hodam po cesti, pa me ne bo toliko ljudi gledali ali pa me bojo gledali na način, koliko sta fletne, kot bo drugače, kot če bom jaz zdaj šla pa ne vem, na eno selo. Sicer meni to ful ne naredi spremembe, ker pač jaz v obeh primerih se ne sekiram, v bistvu sploh ne opazim, da me nekdo gleda, oziroma sem že toliko navajena v to, pač toliko mi je to normalno, da ko me nekdo gleda, sem tako na majici. A veš, ni mi sploh mi ne potegne, a jaz žensko se držim za roko. Ampak definitivno v Sloveniji nismo še tam, ki bi mogli biti, ki bi si želela. Ampak jaz pravim, boljš, da se vsaj pomal premikamo naprej, pa so neki napredki, kot da stojimo ali pa še slabše nazadujemo. Tako da ja, ne vem, na kratko tako. Vidim, da drugače tudi zelo veliko potujeta. Kaj bi pa, če bi primerjala s tujino, tam, kjer sta že bile? Se ti zdi, da sta kdaj mogoče bile drugače tretirane samo zaradi tega, ker sta par? Sta imele kakšne ful negativne ali pa kakšne ful pozitivne izkušnje? Mislim, da smo bile res že po velikih državah, od zelo revnih do zelo, bom rekla, naprednih držav, do zelo muslimanskih držav. Sva pa tako, midve sva zelo spoštljivi, ko prideva v neko kulturo. Veliko ljudi, zdaj, ko smo bile na Zanzibarju, ki je pač muslimanska kultura, se pravi, je zelo to proti gejom, res pač tam greš v zapor, to je še do te mere. Ne bova izzivale usode, pač ne bova se ljubčkale pa držale za roko tam na plaži, pa na polno se mazale, pa ne vem kaj. Mislim, se to tudi tako drugače ta PDL, karkoli mi ni kul, ampak pač spoštuješ kulturo in marsikjer očitek pa slišale na način, pa dobro, pa sta, kar sta. Jaz to čisto razumem, ampak vseeno to ni moja država, jaz sem prišla kot turist, jaz bi tudi želela, da nekdo, ki pride mogoče iz druge kulture k nam, pa mene vidi, se držim za punco, naj me pač pusti na mir. In spoštuješ, da ok, tam to ni spoštljivo, tam to ni ok, tega pač tam ne bom prakticirala. Če me bo nekdo vprašal, ste žene? Ja, sva žene, ampak ne bom pa zdaj, ne vem, javno izkazovala, da sva pa lezbike in se probala v taki državi boriti za neke svoje pravice. Je pa zelo, mislim, milijon držav, milijon različnih stopenj sprejemanja je. Že Amerika, recimo mi, da sva veliko prepotovali Ameriko, mislim, je kot dan pa noč. Greš v New York ali pa Kalifornijo, pa je povsod parada ponosa, pa zastave, pa vse, pa boš pa šel v Teksas, te bo pa Mikey Mien čakal s pištolo tam, ne? Zelo je različen, ampak recimo mi dve sva delali kar nekaj časa v nekaj poleti v Vermontu v kampu in Vermont je recimo meni primer, kjer je znana zvezna država po starejši populaciji. Ampak to je nerealno sprejemajoče, pač zelo te sprejmejo. To so cerkve, kjer piše LGBT, people welcome, God loves you all. To je res tako zelo, pač tam si človek. Tam sploh v bistvu ni, to je, ne vem, meni je bilo v Vermontu prikaz tega, kako bi mogli funkcionirati. Ni ono, o moj bog, ja, jaz imam tudi frenda, sprejemam te ful, ampak je pač, ok, žensko si poročen, sploh ne posvečam temu pozornosti, je pač ful dober, lepo me je srečen zakona, ne. In je res tako, se mi zdi zelo odvisno, kje, kam v svetu greš. No, imaš pa, tako sem rekla, države, kjer je stanje še, da greš v zapor dejansko zaradi tega, ker si lezbika ali gej. Pač različno, no. Tako da so boljše in slabše, kot da jaz rečem, sem hvaležna, da trenutno sem lahko poročena ženska v Sloveniji. Nažalost pa pač nismo še tam, kjer bi želela, da smo. Kako se pa ti in Katja, kako se spopadata s temi stereotipi, da ko je pa lezbični par, ena je tip, ena je ženska, ali pa ko vam kdo reče, kjer je pa tip v razmerju? Zdaj recimo, ko smo šli s Katjo čez vprašanja doma,
sem mečken tle, sva si nasprotujoče, ker ona prva stvar, ki mi je rekla, kaj pa je definicija, kdo je tip, kaj pa je definicija, kaj je moško. Kar je res, zdaj se mi zdi, da že s temi ideali v svetu, ki jih marsikdo sovraž, podiramo nekako te stereotipe, ne vem, že ta Harry Styles, ki uletava s kikalcem, pa s tem, kaj je res definicija moškosti, ne? A to, da imam jaz kratke lase, a pomeni to, da nekdo zna pošrafati avto, ker če govorimo o tem, pol je Katja moški pri nama, a ne? In recimo vedno znova je tako, ja, ti si desc v razmerju, a ne? In sem jaz tako, kakor jaz vem, nisem desc, pač jaz nič klele nimam, ne? Ampak razumem, iz kje to prihaja. Prihaja iz tega, da pač sem jaz oblečena tako, kot sem oblečena, da imam kratke lase, da tudi verjamem, pač imam to moško energijo. Ampak vsem pa pogledaš globje v razmerje, pa se nama pokvari umivalnik, pa ga Katja se šraufa. Pa ne, da jaz ne bi znala, ampak pač ona kar gre po ne vem, po orodje in kar pač zašraufa, ker je ne to ful dobro, recimo. Tako da je zanimiv zdaj, kaj je ta definicija moškosti, ne. Pa tudi tako, imaš par, ki sta obedve vizualno zelo ženstvene, pa imaš par, ki sta obedve zelo pač meni podobne v razmerju. Tako da jaz bom rekla, razumem, da to iz nekje prihaja, ker mogoče je bolj to privlačnost neke malo bolj moške energije, bolj tako bom rekla, bolj gre za to, da je neka dominantna energija proti ne toliko dominantni energiji. Ker se mi zdi, da če sta dve ful dominantne energije, to kleše, tako verjetno v razmerju raznospolnih parov. In je bolj po moje to, ker tudi tam, ki sta dve zelo ženstvene, vizualno grem stav, da ima ena bolj to dominantno energijo, no, ki bi mogoče delovala moško ali pa kakorkoli. In težko naslovim v bistvu to vprašanje, da bi ga res korektno naslovila, brez da sem stereotipna tudi jaz, pa da bi ga lahko, ne vem, mogoče podkrepila z nečem, ne vem, v bistvu ga ne znam toliko dobro odgovoriti, no. Zavračam to, ker pač, ne vem, ker ne znam definirati moškosti, zato ker ne vem, kaj je za nekoga moškost, razumem pa po drugi strani tudi, iz kje to nekako prihaja, ne. Ja, to je to. Ko hočemo kar neke labelse postaviti na neki, pa razumeti, pa da tudi ta kontekst, ki ga vsi razumemo, on je moški, ona je ženska. Ja, to je to, pač mislim, da je še zmeraj v svetu znano, da ljudje hočejo pač vse mora biti po neki boksi, zato da bo vsem uprijemljivo. Takoj, ko nekaj ni uprijemljivo, zakaj recimo se ljudje še vedno to izogibajo temi homoseksualnosti, ker je nekaj, pa ni več neznano, ampak še vse enim neznano in tega, ker ne poznamo, tega se bojimo, ker o tem ne vemo dovolj, ne? In zato jaz vedno znova rečem, jaz tudi sama marsičesar ne razumem, ampak če ne razumem, pa vem, da hočem to zadevo naslavljati, se bom o tem izobrazila. Če pa pač ne želim naslavljati, pa še kar nam razumela, ampak s tem pol tudi upravka ne bom imela, ne bom posvečala svoje energije, ne časa temu. In jaz vedno znova rečem, ok, razumem, če pač toliko agresivno nastopaš in želiš z mano v pogovoru naslavljati to tematiko, dej si saj kaj preberi ali pa se s kom pogovor o tej tematiki. To, da imaš ti neko prepričanje, svoje mnenje, je super, ampak to ni korektno, to ni podkrepljeno. To je samo tvoje mnenje. In zelo velikokrat pač, če se greš kregat z mano, daj si preberi o tem. Ker če se bom šla s tabo v urah kregat, pa si ti urar, ja, valjda si bom prebrala kaj v urah, ne bom jaz ti govorila o tem, kako šraufati uro, če nimam pojma, ampak meni se pa zdi, ko sem na YouTubeu gledala enkrat, da se tako šraufa uro, da je to prav. Pač čisto pojem banalen primer. Zdaj spadem fulka, da sem stroga, nisem stroga, ampak tako, zdi se mi, da prevečkrat se ljudje opravičujejo na to, to je samo moje mnenje. To je samo moje mnenje, ampak razumem, da je pač tvoje mnenje sam v primeru, da gre za neko stvar, ki lahko na nekoga ful vpliva, je fair, da ali je to mnenje podkrepljeno, ali pa da pač si pripravljen poslušati pa se učiti to osebo. Ne vem, kako. Ne vem, če sem zdaj to dosti jasno povedala. Ne, mislim, da razumem, ker to tudi jaz ful veliko slišim, ko vsak ima zdaj izgovor to, ja, to je samo moje mnenje, pa ti pa noben več ne more reči. Če ti tako misliš, pol pa... Ja, točno to. No, pa ko smo že glih pri stereotipih, ful veliko je tudi stereotipov v pornofilmih. In sicer ena zelo popularna kategorija je ravno ta, kjer nastopajo lezbijke, ampak je vse tako posnet, da je v bistvu bolj namenjeno moškim.
In tako, če nekdo pogleda, ki ima dejansko, pač ženska, ki ima seks z žensko, lahko vidi, da to niti približno ni podobno dejanskemu stanju. Pa me zanima, pač, če bi malo govorila o problemih s porno industrijo, kaj je tvoje mnenje glede tega, zakaj je problematično? Porno industrija je prinesla en kup enih stvari za lezbične pare. Ne bom rekla samih slabih. Prva stvar, ki se mi zdi, je to, da zaradi porno industrije smo lezbike v svetu homoseksualnosti ful bolj sprejete kot gej. Tako ful bolj. Zato, ker pač tip vidi dve ženske in je tako OMG, ful dober, jaz sem ful vesel za vaja, gremo trojčka. Pač to je vedno. Kar je meni tle prvi problem zaradi tega, to vsi tako ne, se jaz lezbike ful sprejemam. Sam gej mi pa res, pač to mi pa res ni. In tle recimo prvi problem, pa zakaj ne? Pa kje je problem? Vse razumem, ok, vizualno ti ni to privlačno. Zakaj ti zdaj to ni vizualno privlačno? Zaradi porno industrije, ker je potencirala, da je razmerje dveh žensk vedno erotično prikazano, ne? Medtem pa vse so tudi valjda, vse so gejovski porno filmi, ampak to ni ok, tega mi ne gledamo, to ni. Medtem ka ženske valjda gledajo vsi. In je recimo to prva stvar, da se s tem ful negira oziroma diskriminira gejovska razmerja. In s tem ful bolj potencira, da je ful pa trend, pa ful fajn biti lezbika, pa da je to ful izkušnja, ampak gej, to je pa ne. Tudi se ženske imata lahko otroka, sam 2 geja to. In je še zmeraj ta problem toliko velik v družbi in ga ne razumem čist. In se mi zdi, da veliko pride iz porno industrije. Druga stvar, ki je tudi to potenciranje žensk kot nekih seksualnih biti. Ne vem, greš ven, žuraš, usvajajo Katjo. Katja reče, sorry, pač poročena sem. Pa ni panike, bomo pa šli trojčka ali pa koliko je pa to seksi. Takoj so te seksistične opaske, seksualne opaske, kakorkoli. Ka pač mene sicer ne zmotijo, verjamem pa, da marsikjer ga ful zmotijo. In tudi verjamem, da v procesu, ko se iščeš, ti pač to res ni kul. Res ti ni kul. Jaz nikoli nam razumela, pač vidiš, da sta dve lezbike. In potem boš ti kot ti po letu in boš tako, da gremo trojčka in bom jaz tako, ja valjda, pejmo, to sem čakala celo noč, da ti priješ do mene. In, a veš, to res odkje ti ta ideja? Ampak jaz vem, odkje ti ta ideja. Ali pa lahko se sam gledam. In je pač ful prišlo, se mi zdi, iz te porno industrije, kako se gleda na lezbike. Po drugi strani spet, v porno industriji vedno sta dve zelo ženstvene ženske. Ne? In pol pride to. Jaz se res ne predstavljam, kako dve take, ki si ti, Katka, pač prakticirata spolnost. Ker si tako, razumem, iz kje to izhaja, to je pač tudi en problem. Drug problem je pa tudi to, da kako se prikazuje spolnost. Da v bistvu jaz gledam že z unimi ekstremno dolgimi nohti, govoriva res tak noht in sem tako, pač ne razumem. Ne razumem. Pa ne govorim, da niso nohti možni, ampak pri tistem tempu, pri temu prikazu, hvala lepa, jaz bom izkrvavela. To res tako je. In je pač samo to, ne vem, kako je vse zaigran. Vprašaš se pol, to tako mora izgledati, in jaz verjamem, da marsikera lezbika, ki se proba utirati in ne vem, nikoli še ni spala z žensko, pričakuje oziroma misli, da bo zdaj to tako in pol lahko ugotovi, da nekaj ona dela narobe ali pa da ni prav. Ne vem, zdi se mi, da ne prikaže pač porno industrija stvari takih, ampak saj tudi v raznospolnih parih, saj marsikaj je prikazan, ki je res tako, ali ne vem, ker se mi zdi, da pol moški imajo preveč pričakovanj, napačna pričakovanja. Ne vem, pač, kolikor je lahko porno industrija super, je lahko da ven tudi toliko napačnih vzorcev strani tega. Tako da jaz bom rekla, da lezbike takrat, ko potegnemo strani družbe, ker smo pač normalizirane na nek način, ampak jaz vedno znova poudarjam, da tudi ta pozitivna diskriminacija, temu rečemo, ne, se pravi, da v bistvu je pač nekdo te ima še rajš zaradi tega, ker mu je pač to fajn, je vsem diskriminacija, ni okej, ne, mi si želimo, jaz se zavzemam za enakopravnost. Hočem, da pač en dan smo na točki, ki pač tudi, ne vem, se zdržimo v centru, tudi ne obračajo se za mano, koliko sta cute, pač samo si, ne. Mislim, sej ful boljš, da se obračaš za mano, koliko sta cute, kot, o moj bog, a ne, ampak
vsem bi rada na eni točki videla, da se pač ne obračaš za mano, da to samo je, da smo pač samo ljudje. Tako da ja, upam, da sem ti odgovorila. No, prej so tudi malo glede te spolne usmerjenosti govorile, kako je to neka zakomplicirana tema, kako jo v bistvu sploh še ne razumemo čist. Naprimer, Katja se identificira kot biseksualka, ti si rekla, da si bolj kot lezbika. Meni je bilo zelo zanimivo, ker sem brala od tega ameriškega psihologa Kingsleya, ki je predstavil to teorijo, da pač je neka lestvica, po kateri se definira spolna usmerjenost po nekem spektru. A bi malo povedala o tem, pa kakšno je tvoje mnenje o tem, da je spolnost na spektru? No? Zdaj sem si šla malo prebrati od tega, da ne bom pač izpadla, da čisto nič poznam sicer to lestvico. Prva stvar, ki je v bistvu najbolj mi zanimiva, je to, on je zelo definiral to lestvico na področju spolnosti, ne pa na področju tega spolne usmerjenosti. Se pravi, on je zelo povezoval to z tem, s kom ti spiš, ne pa koga ti ljubiš. In recimo že tle je bila ena izmed stvari, da avtomatično iz te skupine izpadejo aseksualni ljudje. Potem sem šla brati, v bistvu v tistem času aseksualnosti sploh niso priznavali, ampak aseksualna oseba je nekdo, ki nima v bistvu želje po tem fizičnem izkazovanju ljubezni. Se pravi, po spolnosti, po poljubljanju, po dotikanju, kakorkoli, to tudi varira. So pa to osebe, ki se vseeno zaljubijo. Se pravi, jaz se lahko zaljubim vate, ampak in ti vame in smo obidve aseksualno in se imamo neskončno rade in bova ženi in bova do konca življenja skupaj. Sam nočem se pa tega dotikanja, ne želim prakticirati spolnosti. In recimo že na tej točki tle izgubimo eno skupino ljudi. Pol pa po drugi strani, on mislim, da je to definiral na 6 ali 7 stopenj, kjer je pač levo čist si homoseksualc, desno si čist heteroseksualc in ostalo si nekje na tem spektru. In jaz se strinjam s tem. Jaz mislim, da smo vsi na nekem spektru, ampak ful pomembno se mi zdi, da ne rečeš za nekoga, ja, se smo vsi na tem spektru, nisi 100% homoseksualc ali pa karkoli. Zdi se mi, da tle moraš spoštovati, kako se vsak posameznik definira. Se pravi, če se ti definiraš kot 99% na spektru, to je to. Če se ti definiraš 100% ali pa 30% ali pa 31%, to je to. Se pravi, tle moraš poslušati bolj to, kako se posameznik definira. Ne moramo postaviti definicije za nekoga druga, kakor ja, pa se smo vsi nekje na spektru. Če se ti počutiš, da si 100% heteroseksualc, super, dajem ti to pravico in tako se počutiš. Ne bom jaz šla proti temu, ker je nekdo rekel, da smo vsi na spektru. Je pa res, da ful verjamem, tako kot sem ti že rekla, v neko energijo, v to privlačnost in da včasih te zmede nekdo, ki najmanj pričakuješ, da te bo zmedel. In je to in tlen spoln ali pa starost ali pa ne vem, zunanjost ne igra vlogo. In meni se je že zgodilo, da ne vem, sem se tudi recimo zbližala pa z nasprotnim spolom, da mi je bil nekdo tako, wow, ker me je energetsko toliko potegnil. Zato jaz pravim, da jaz ne morem reči, da sem 100% lezbika, čeprav si ne predstavljam, da bi bila ne v spolnem aktu, ne v razmerju z moškim, sploh ne. Ampak nikoli ne vem, zato ker verjamem v to energijo in si tudi to pustim odprto, vse sem poročena, ampak tako nikoli ne bom rekla, ja ne, to jaz pa res ne. Tako da v bistvu verjamem, da nekje variramo, ampak jaz rečem do te mere, kad se sam človek nekako predeli te lestvice. Ne moramo posploševati. Zato. No, tudi to si omela, da sta pred kratkim praznovali 2. obletnico poroke. Čestitke. Hvala lepa. Pa me zanima malo, kako je drugače zdaj v Sloveniji glede tega, če se hočeš poročiti. Kakšne so opcije, kako je potem? To je tudi ena izmed vprašanj, ki se mi zdi, da v Sloveniji še vedno ne vejo. Zaradi tega, ker je bilo takrat naenkrat naštopanih milijone referendumov, ki so padali, pa so bili sprejeti, pa so pa spet padali, pa se je en pritožil. V bistvu leta 2015 je padel referendum za popolno izenačenje pravic med raznospolnimi pari in istospolnimi pari. Se pravi, da bi bilo zakonska zveza, bi bila zveza dveh oseb in ne več zveza moškega in ženske. In je zadeva seveda padla. In potem se je LGBT skupnost zmislila nekaj, jaz mislim, genialnega. Ne vem, to rečejo prav nek zakon, poseben zakon temu, prehodni zakon ali nekaj takega, da se bojo šli boriti za tiste pravice, s katerim ljudje v referendumu niso imeli problema. In to je bila sama zveza, poroka.
večina ljudi je rekel, ne, sej 2G se zaradi mene lahko poročita, briga mene, sam otrok jim pa ne bi dal. Ne? Se pravi, so prepoznali, da glavni problem slovenske družbe je v tem, da istospolnim parom nočejo dati otrok, oziroma ne želijo, da imajo istospolni, jih ne prepoznajo kot dosti verodostojne, kredibilne, kogarkoli starše. In so rekli, ok, naredimo prvi korak, boljš, da naredimo bolje išta nego ništa, da naredimo majčken korak naprej in se borimo sam za to, da bi izenačili pravice na področju zakona, se pravi na področju tega, da sta poročeni. In so dejansko čist potihem šli na urad in to zrihtali. Noben ni vedel, noben se ni pritožil in je bilo to. In to je v bistvu zdaj, se temu reče partnerska zveza. Midve, ki se poročiva, nisva v zakonski, ampak partnerski zvezi. Zakaj? Ker po zakonu ne morem biti jaz znotraj nekega zakona, kjer moje pravice niso popolnoma enake pravicam v tem zakonu. Ne? In pravica, ki je tukaj izvzeta, je pravica za posvojitev istospolnih staršev, pač da posvojita otroka in pa oploditev z biomedicinsko pomočjo. Kar se tiče pa zakona, se pravi tega, da sem jaz poročena s Katjo, imam pa identične pravice kot recimo ti, ki se boš ali si poročena kakorkoli. Se pravi, pravica do dedovanja, pravica do obiskov v bolnišnici, pač vsega tega. Se pravi, jaz sem legit poročena. Tam, da se temu reče partnerska zveza, ne zakonska zveza. Zaradi tega. Ne? Ampak ja, legalno v Sloveniji trenutno otrok ne moramo še imeti. Ne vem, če je Slovenija na to pripravljena že minile zdaj že 2 leta od sprejema tistega prvega zakona. Oni so to sprejeli, pač to partnersko zvezo kot željo potem, da bojo pa pol počasi apelirali in nadaljevali še s tem naslednjim korakom, ki je predstavljal največji problem v slovenski družbi. Ampak jaz vedno znova, ne vem, me toliko preseneča ta miselnost, da mora biti v otroškem življenju prisoten moški in ženska. Medtem, ko imaš milijon gospodinjstev, ki je mama samohranilka ali pa oče samohranilca, pa je otrok fantastičen. Imaš milijon gospodinjstev, ki skrbi babica ali pa dedek, ali pa babica in dedek. Imaš milijon različnih družin, ki že obstajajo, pa niso klasične, tradicionalne slovenska družba družine. Ne? In so super, in imaš milijon družin, kjer sta oče, mama in je družina popolnoma nefunkcionalna. Imaš seveda, jaz ne trdim, jaz verjamem, da tudi marsikjer par, ki bo oče, ne bo, ne vem, funkcionalna družina, ampak ne zaradi tega, ker sta oče, ampak ker so tle znotraj pač problemi, ki jih one dva kot partnerja ne znata razrešiti. In ne vem, milijoni raziskav zunaj, jaz sem tudi študirala zdaj za svojo magistersko to. Niti ena raziskava v ne vem koliko zadnjih letih izvedena ni pokazala, da bi spol staršev kot spol na otroka vplival kakorkoli, pozitivno, negativno, pač ne spremeni. Problem je seveda, če pač sta istospolna starša, pa je kle še nek drug problem znotraj tega. Ne? In ne razumem, ne vem, če je nek starš pripravljen, se zmislim, midve s Katjo bi šle v postopek in smo pripravljene vložiti v to 10.000 evrov, 20.000 evrov, leta in leta časa, da greva na umetno oploditev. Ja, če si otroka res ne bi želele, pa ne bi bile popolnoma pripravljene, sploh ne bi šle v to. In si misliš, ni tako, ne vem, včasih kar za nos nek raznospolni par, one night stand in pol sta zdaj prisiljena, da sta skup, pa to ne pomeni, da nista super starša, lahko sta, ampak jaz grem zavestno v to odločitev, ker si želim otroka, želim si biti mama in meni ta pravica ni omogočena. Sicer je možnost, da to naredim, možnost je, da grem v Avstrijo, valjda samo plačniško vse, ne, se pravi, govorimo o teh 10, mogoče 20.000 evrih, mogoče 3.000, če si ful srečen in se prvo prime, ogromno psihičnega napora, prevajalskih, notarskih zadevah, ki jih moraš urejati. Je pa res, da je pa v slovenski zakonodaji majčkena luknja, kjer če se midve oplodiva v Avstriji in prideva v Slovenijo in ker smo midve v Sloveniji poročene, Katja rodi, se pravi, oče ni znan, ali se odpove, ne v kateremkoli primeru, ampak le oče ni znan, lahko jaz kot tretja oseba posvojim tega otroka. Se pravi, sva pa legalno obe dve starši tem otroku. Ampak je pa res, da pač to poteka vse v Avstriji. Tako da je malo bolj zafrknen. Tako da jaz zmeri rečem, najbolj smešen mi je to, ker Slovenci smo kle, ne, geom, lezbijkom namo dali otroke. Isto jih bojo imeli. Tam, da bo tako šel v Avstrijo, ne v Slovenijo. Čist identičen postopek bo, ker vsak, ki si želi imeti otroka, bo šel čist isto narediti v Avstrijo. 2 ure se bo pelal pač ven in to je to in bo to naredil, kot bi pač naredil v Sloveniji. Sam, da bo pač plačal, keš bo šel v Avstrijo, ne v Slovenijo. In
tlej meni to, a mislite, da s tem, ko boste pa rekli, ja, gej pa lezbijke v Sloveniji imajo lahko otroke, da bo pa kar naenkrat tega veliko. Vse to ni tako, da jaz pač lahko kar uplodim Katjo. A veš, ne zgodi se, pač vseeno bo se mogel par truditi, pa bo mogel čez polenih ovir za dosego tega. Ne? In se ne bo to vsak par odločil. Isto parov se bo, ali pa mogoče peščico več, kad bi se pač odločili v tem primeru, ki grejo v Avstrijo. Tako da v bistvu tle je tako hecen, kako o tem ne razmišljamo. No? Ampak ja, tako da do otroka lahko prideš, sam pač ni najlažja pot. Tako da ja, to. A te kaj skrbi? Velikokrat sem slišala ta argument, da ja, sej verjamem, da bodo oni čisto lepo, normalno vzgajali otroka, ampak bogi ta otrok zaradi tega, ker bojo vsi okrog družba ga bojo obsojali oziroma ga bojo zbadali zaradi tega, ker ima pa 2 mamice ali pa 2 očija. Ja, mislim itak, da te skrbi. Sej, mislim, jaz ne vem, nisem starš, ne vem, kako je, ko imaš otroka, ampak jaz verjamem, da otrok ti je na prvem mestu, well-being otroka ti je na prvem mestu in itak, da te skrbi. Mene najbolj to skrbi, ker jaz vem, da bom otroka probala vzgajati v to, da bo sprejemal vse, da bo živel v ljubezni, da bo sprejemal vse vrste ljubezni in vseh drugih oblik, ne samo homoseksualcem, ampak da pač bo pustil človeku biti to, kar je. In najhujše to, ker s tem, ker nek drug starš zaserje pri vzgoji na tem področju, lahko zaserje tudi meni. Pa grdo se reče zdaj zaserje, ampak strah me je tega. Jaz bom naredila, ker bom pač lahko, jaz bom otroka točno to vzgajala v to, da je ok, da ima 2 mamice, da s tem pač ni nič narobe. Jaz tudi recimo, ko sem delala zdaj na intervjuju, mi je ena mamica rekla, joj, je prišla hčerka domov in je rekla, mami, jaz bi imela Atija, nek sta 2 mamice. Pa je rekla, pa si mislila, joj, a zdaj smo že na tej temi, zdaj že to moramo naslavljati. In pa rekla, zakaj pa? Pa rekla, zato, ker ga ima Lija tudi. In je v bistvu sploh ni želim si Ati, ampak na način, Lija ima nov iPhone, jaz bi ga tudi imela. In pol je bilo tako, ja, ne moreš, ok. A ne, zelo tako v bistvu, kako je to res družbeno naučeno, da to pa ni ok. Dokler se mi zdi, otrok odrašča v družini, pa je to en starš, 15 staršev, ampak da ljubezen se mi zdi, da je to najbolj pomemben, kar otrok rab. Tako da jaz upam, da do takrat se bo že družba kaj spremenila. Bom pa pač pripravila na to, da bo moj otrok BRS in da bo pač čuče sistem, druge ni. Ne vem pa mi bo uspela, ne. To pa itak ne veš. Upam, da bom lahko stala otroku pa ob strani v vseh teh stvareh. Se mi pa zdi, da zaradi tega zna pol moj oziroma najin otrok v prihodnosti tudi biti močnejši človek, ker se bo mogel znati postaviti zase. In se je pa to pol tudi ena prednost. Naučen bo, da sprejema pač vse in zato bom pa upam, da lahko hvaležna. Se mi zdi, da ti že tako veliko delaš na tem, da bo to bolj sprejemljivo, da ne bo to nek bav, neki čudenga pri nas, ker s Katjo v bistvu res aktivno gradita na tem, da bo družba pač bolj sprejemljiva. Tako da v bistvu jaz mislim, da bo vam šlo super zaradi tega, ker sta take, da to v svoje roke vzele, pač ne prepuščata tega na ključju. Upam, bomo videli, upam. Jaz sem prepričana. No, pa preden zaključiva, bi imela še se bi malo dotaknila spolnosti, ampak tako nasplošno s pogleda neke homoseksualne osebe. Me najprej zanima tako, večina teh erotičnih igračk je namenjena ženski populaciji, so mogoče moški skoraj malo zapostavljeni. A se ti zdi, da je na tem področju v tem smislu za lezbične pare dobro poskrbljen, ali mogoče manjka kakšnih igrač za kakšne določene specifične potrebe in želje, kako je s tem? Meni se zdi, da je dobro poskrbljen, čisto iskreno. Zdi se mi tudi, mislim, tako bom rekla, fetiši so itak ful grejo v ene ekstreme. Jaz zase ne moram reči, da grejo ne vem v kakšne ekstreme, da bi pač rabila nekaj, kar ne obstaja. Tako da težko govorim za druge, tudi bom rekla, nisem tako vsakič, ko spoznam lezbičen par, da mi povej v svoji spolnosti. Ampak se mi zdi, da je dobro poskrbljen. Pa sej tem, kar imaš, najdeš pač nekaj, kaj vama s partnerjem ustreza in pač to prakticiraš. Ne vem, meni se zdi, da je v svetu, živimate toliko pestro ponudbo v svetu, se mi pa sploh zdi, da je toliko enih stvari,
da ne vem, kdo reče, da ja, jaz. Jaz sigurno se mi zdi več za ženske kot za moške, je pa tudi res, da je bolj normaliziran za ženske kot za moške, za marsikatero stvar. Tako da meni se zdi, da je to dobro poskrbljeno. Okay. Pa tako še en stereotip za geje in lezbike na področju spolnosti. Fulkrat rečejo, da so čist divji, da imajo ful neke nore spolne prakse, da vsak z vsakim grejo, da uporabljajo vse možne igračke. A misliš, da je to res tako drugače kot ne normalni, ampak heteroseksualni pari, ali je to tako spet neki, Spet, ko je. Znotraj heteroseksualnih in homoseksualnih parov imamo spektrum od hudih fetišov do čisto vsakdanjih spolnih odnosov, in je težko reči, da gre kje bolj v eno smer kot v drugo, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj se dogaja v spalnici enega para, ki mogoče deluje najbolj umirjen, pa so oni ponavadi najbolj podivjani. Je pa res, da ko se ti enkrat avtiraš, ko ti enkrat vložiš toliko enega eforta v to, da ugotoviš, kdo si, kaj ti paše, kaj rad v življenju imaš, se ti pol malo ne da več skrivati v spalnici. Pa tako, zdaj sem prehodil ful dolgo pot, pa ful naporno pot, da sem javno izrazil, da sem homoseksualec oziroma da sem lezbika, ampak zdaj v spalnici bo pa mene sram. V bistvu se mi zdi, da to krataš samozavesten v tem, ker si, da nisi več pripravljen odrekati na lastnem področju. Jaz ne bom zdaj se pa pretvarjala, da mi nekaj ful paše, da tvoj ego ne bo trpel, ampak bom pač rekla, oprosti, to mi ne paše, ful bi rada, da v spolnosti obe uživava, daj pač probi to pa to pa to, ali pa pusti mi, da te jaz vodim, kakorkoli. Enostavno ne vem, ne pustiš, se mi zdi, manj ljudi si pusti, da bi pa zdaj po vsem tem, kar so dali čez, se odpovedali nečem tak. In zaradi tega je mogoče pol nam malo lažji jeti čez to, pa nam to ni tak tabu, pa reči, daj probiva to, pa probiva to, pa probiva to, kot razno spolnim parom. Je pa res, da tle ni nobene raziskave, ničesar, da bi se rekla, to je pa zih, ali pa podkrepila znanstveno, kakorkoli. Ampak sam zdi se mi, da pač bolj sproščeno vstopamo v to, z manj tega ega, koga boš pač prizadel, pač tam si, ker hočeš res uživati in poslušaš partnerja in to je to, ne vem, tako, ni tabu, ne vem, zdi se mi, greš čez nekaj in zdaj naj se pa skrivam v spolnosti zaradi koga, ne. Tako da mogoče to, pa tudi sama celotna LGBT community, mislim, da nas o tem uči, da ful normalizira in spolnost in igračke in fetiše in pač karkoli, bodi to, kar si, pač dobro se počuti v temu, kar si in to je to in pa je božje, kot to, da se pač dobro počutiš s svojim partnerjem tudi v spalnici. V tem smislu bi se pa lahko še nekaj naučili. Jani? Ja, mislim, a veš, te vsak, ki si pusti, da se nauči, pa da je sproščen, se mi zdi. Se bolj je problem v tem, ker tisti, ki itak v spalnici ne bo prakticiral nobenih stvari, pa ne, ker jih ne bi želel, ampak ker je pač to tam ne bo neki pripravljen se o tem pogovarjati, pa o tem poučiti in karkoli. Tako da jaz verjamem že, da unka je tako odprt, pa je pripravljena karkoli noga, super, pač to je to. Itak se mi zdi, da rasteš, s partnerjem rasteš, pa niti skozi isto všeč, pa napreduješ, pa spreminjajo se želje, pa fetiši in zato se konstantno moraš pogovarjati o stvarih. Ti ne boš imel spolnega odnosa celo življenje istega kot na začetku, kar je normalno. In je pač bolj pomembno, da se pač pogovarjaš in ugotavljaš, kaj paše en drugemu oziroma kakorkoli. Ker je pa vseeno, se mi zdi, tako kot je ena kolegica rekla, ko je seks dober, je to 5% v razmerju. Ampak je pa slab, je pa to 90% v razmerju. In je res, ker spolnost ful ne bo funkcionirala, se mi zdi, to zelo lahko na razmerje vpliva. Tako da evo. Tale mi pošeč tole, kar si zdaj na koncu povedala, ampak ja, se strinjam. Najlepša ti hvala res za to, da si vzela čas za pogovor. Jaz sem ful uživala, tudi nekaj novega sem se naučila, upam, da se je tudi še kdo zraven.
pofollowajte na, ne vem, kam moram gledati, pofollowajte na Pofollowajte na Svetu Žitka. in pa MRS Bogataja, ne? Sej bomo dali od spodaj kakšen link oziroma povezavo, tako da res hvala ti še enkrat. Hvala za povabilo, bilo je ful prijetno. Tako da tako. Mislim, da je to.